Najpomembnejši izdelki Nirosa iz Cankove so stopniščne, balkonske in zunanje ograje ter nadstreščki. Vsi izdelki so iz nerjavečega jekla v kombinaciji z naravnimi materiali, steklom, lesom in kamnom. Umetnih materialov ne uporabljajo. Niros posluje 12 let, na sedežu v Cankovi je 16 zaposlenih, 2 monterja pa so zaposlili še v Nirosovem sestrskem podjetju v Celovcu. Približno polovico prodaje namreč opravijo v Avstriji. S severnimi sosedi poslujejo že od začetka, sčasoma pa je izvoz tako zrasel, da je bilo smiselno ustanoviti podjetje v Avstriji. Kakšni kupci so Avstrijci? Razlika med slovenskimi in avstrijskimi kupci ograj predvsem v tem, da si znajo avstrijski kupci predhodno nekako splanirati časovno in pa tudi modele pravilno izbrati, uskladiti vsa dela obrtniška, tako da je nam, obrtnikom, lažje nekako tudi planirati proizvodnjo in na koncu je stranka oziroma kupec avstrijski zelo vesel. Lahko rečem, da še nisem videl jeznega Avstrijca. Avstrijci so pogosti obiskovalci tudi na Nirosovem hišnem sejmu, ki ga enkrat na leto organizirajo na sedežu podjetja v Cankovi. Letošnji sejem je bil 3. po vrsti, na njem pa so sodelovali tudi drugi pomurski razstavljavci. Na našem hišnem sejmu se predstavlja 25 podjetij iz Pomurja, vključenih so tudi sponzorji. V ulici obrti in kulinarike pa se lahko predstavijo občani iz naše in sosednje občine. Udeležba na Nirosovem sejmu je postala za številne pomurske obrtnike odskočna deska za prodor v Avstrijo. Niros razstavnega prostora ne zaračuna. Razstavljavci plačajo le oglasni prostor, če želijo sodelovati v Nirosovi brošuri, ki jo pred sejmom pošljejo na 10 000 naslovov v Avstriji. V Cankovi ugotavljajo, da pomeni Nirosov hišni sejem za kraj več, kot pomeni na primer pomurski sejem za Pomurje.